Lep pozdrav iz Bistrice ob Sotli. Danes v prazničnem decembru med knjižnimi policami gostimo Jožico Koren. Jožica je svoje otroštvo preživela na Križem vrhu. Tam si je tudi ustvarila družino. Pred leti, ko sva se srečevali v naši knjižnici, ni nikoli izdala, da piše, da pesni. Tega ni vedel niti Tonči Babič, kot je zapisal tudi v predgovoru njene pravkar izdane zbirke Zakaj se je polje v belo odelo. Včasih se zgodi tako, da pač v življenju moraš narediti tisti usodni korak, stopiti na neko novo pot ali pa preprosto kar oditi. Takrat lahko svobodno zadihaš, razpreš krila. Življenjska pot je Jožico iz domačega Šempetra odpeljala v Višnjo vas pri Vojniku. Tam v dvorcu Tabor živi skupaj s partnerjem Matjažem Založnikom. Prav on jo je spodbujal, da je začela pesniti in tudi zapisovati svoje misli v verzih. Njena pesniška zbirka je poleg izpovednih in pripovednih pesmi obogatena tudi z ljudskimi recepti, s pregovori, z reki, pražami in cajhni, zbranimi vse od Šempetra v Obsotelju, preko Pohorja, Solčavskega, vse do Železne Kaple na Koroškem. Zelo sem bila vesela, ko je njena hči Urška stopila v stik z mano in skupaj smo se dogovorili, da bomo predstavili njeno prvo pesniško zbirko. Tokrat Jožico gostimo pred kamero, nadejam pa si, da bo prav kmalu tudi literarni večer v živo. Mogoče, ne vem, niti ne toliko skrbi, ampak vseeno nek občutek negotovosti, ko si želiš, da bi jo sprejeli. Meni se je pač iz vsega začetka zdelo, da ne vem, da moje pesmi mogoče noben niti ne bi želel brati, da niso nekaj, ko bi ljudje videli, ker se mi je zdelo, da so preveč kmečke, preveč moje. Jaz sem pač v njih pisala svoja občutja, za katere se mi je zdelo, da za nekatere ne bi rada povedala ljudem, za druge, da jih ne zanima, da meni se je pač zdelo, da drugi pišejo drugače in bolje. Ajda. Zakaj se je polje v belo odelo? Do zime je daleč, ni čas še za mraz. Še ptički na vejah žgolijo veselo. Zakaj vse je belo, zdaj vprašam vas. Niso to zime ledeni kristali, ki v belo odeli so naše polje. Smo ajdovo seme na njivo sejali, njebel cvet nam pove, da jesen bliža se. Je danes vsa v belem kot mlada nevesta, a kmalu že zrne bo zrelo zažet. Koniča zaprežem, k mlinu že gresta, potlej s kosom kruha grem k peči se gret. Ne razmišljam o tem. Je pa pri nekaterih pesmih bilo tako, da sem, ko sem na primer v glavi sestavila prvo vrstico, drugo vrstico, da se mi je kar pojavila melodija v glavi in sem v bistvu potem pesem naprej pisala po tisti melodiji. Samo melodije ne znam zabeležiti in ta melodija se potem zgubi, ne. Ja, jaz vsekakor mislim, da to mora biti povezano, zaradi tega, ker z knjigami si bogatiš besedni zaklad. Kdor nikoli ni bral, bo tudi pisal težko, mora biti pa res talent, da bo znal uporabiti besede, da se bo sploh spomnil veliko besed, karkoli. Jaz sem pa brala že pa od malih nog rada, no pa tudi zapisala sem rada kdaj kaj. Moja stara mama, Marija Koren, rojena Novak, je izhajala iz Dekmance, iz učiteljske družine. V bistvu je njena mama bila učiteljica, ne vem več kje, ker to mi je meni mama pripovedovala, jaz sem bila čisto majhna, ko je ona že umrla. Ampak ona je ogromno pisala. Napisala in zgodbe, kaj se je dogajalo, veliko pa tudi pesmi. Tega je bilo pri nas ogromno, ampak z leti nekako nismo znali to ceniti, nismo shranili, zdaj mi je seveda žal. Te pesmi je ona pošiljala v Ameriko enim svojim znancem, prijateljem, ki tudi izhajajo tu iz Bistrice. Vsekakor ona je znala napisati o vsem, ogromno je bilo cerkvenih pesmi, bilo je tudi poljudnih, naši
Pevci Trikralovski so tudi eno njeno peli, sicer zdaj trenutno ne vem točno, kje je bila ta, ne poznam toliko, ker sem ne bila premala, sam je pa bila uglasbena. Napisala tudi eno kar precej dolgo pesem od tega, ko so bili internirani v drugi svetovni vojni, izseljeni kot pač cel ta konec. Tudi tista pesem je bila marsikje se dala slišati. Mislim, da se je z leti tudi ta žal zgubila. Njena zapuščina je bila kar bogata, ja. Vsekakor. To bom zagovarjala vedno. Če te nekaj teži, pa ne moreš dati ven, napiši. Ne glede na to, ali napišeš na papir zgodbico, ali napišeš pesem. Sej pesem se čez cajt tudi rodi, če se posvetiš temu. Ampak vsekakor, kogar teži, naj piše. Človeka je včasih težko povedati. Papirju pa z lahkoto zaupaš. Pa še papir ti ne bo naukov nazaj delal, kljub si sam kriv za vse svoje težave, ne. Ampak enostavno se shrani to, v bistvu niti ni bistveno, ali shraniš ali ne, važno je samo, da daš iz sebe ven. Ker včasih določenih stvari ne moreš, ne upaš, ne smeš nekomu povedati, napišeš pa lahko. Te pesmi, ki sem jih komu poklonila, to so bile pa pač ob dogodkih, ko bi rad človeku, da mu ne bi rekel samo enostavno vse najboljše še mnogo let, nekaj malo več, da si človek zapomne, ali da napišeš v voščilnico, ali da mu prebereš, ali da mu poveš. In pač vsak človek je po svoje poseben, vsak človek ima svoje značilnosti, vsak človek ima v sebi tudi nekaj dobrega, kar se da dati na papir, ne. To so te pesmi, ko so posvečene ljudem, ne. Več pa pišem bolj o dogodkih, o krajih, o zgodbah drugih tudi dostikrat, ne. Tudi včasih mi kdo pove kako stvar, ki se pogovarjamo, o čem, ki se me tudi dotakne, da se mi zdi, da je škoda, da se ne bi ohranilo, ne. Ne vem, mogoče je lažje res nekomu najti v drugih ljudeh samo slabo, pa se s tem povzdigovati. Ne vem, te navade že od nekdaj nisem imela. Meni se je zdelo, da vsak človek ima v sebi nekaj dobrega, samo najti moraš to. Eden je dober za nekaj, drugi je dober za drugo. Ni važno, za kaj si dober. Če si dober sam za ovce past, samo da si dober. To so stvari, ki se mi zdi, da je lepo, da so ohranjene, ker je o njih premalo zapisanega. Tudi naš Kunšprtski grad, zdaj so samo razvaline, ampak to je bila nekoč mogočna zadeva. Pa če se pogleda malo po internetu, je to stoletja in stoletja stalo na tistem hribu gor čist drugi obliki. Zakaj bi se to pozabilo? Lindeški grad, Lindeški vitezi, to mi je pa bližje zdaj v tem življenju, ko živim. V bistvu iz svoje dnevne sobe vsako jutro, ko vstanem, čez okno vidim razvaline Lindeškega gradu. In tudi Lindeški grad ima svojo zgodovino, bogato zgodovino. Vsi ti gradovi, vse te stare stavbe so pa po moje takšne, da ko prideš v njih, se te dotaknejo, če si ti prideš z odprtim srcem. Nova hiša nima duše, vsaj ne takšne, ko ima stara hiša, ker so jo vdihnili vsi, ki so v njej živeli. In zaradi tega nekako sem bolj začela pisati. Sej pisala sem že prej, tudi sam nisem ohranjala. Ampak Matjaž, s katerim zdaj živima skupaj, sem enkrat napisala, ko sem bila pri temu njegovemu dvorcu Tabor, je tudi, bi lahko rekel, stavba z dušo. In se mi je potem tudi pletlo v glavi in sem napisala to nekaj o njem pesem, ki je posvečena temu dvorcu, pa mu to pokažem, nekaj časa mu nisem. Ko sem mu pokazala, je bil pa navdušen in me je spodbujal precej. Zato je mogoče zdaj tega več, ker je vse, kar sem zdaj napisala, ohranjeno, pa ker imam tudi malo več časa, ko sem ga imela včasih, pa ker imam spodbudo z njegove strani, ker v bistvu me skozi sili k ustvarjanju. Dej, sedi se, napiši, zabeleži, lej, tole smo se pa tam pogovarjali, veš, to je pa zanimivo, dej malo preštudiraj o tem, mogoče bi pa to zapisala, da se vse ne pozabi. Svete gore so prav poseben kraj, če ti prideš z odprtim srcem gor. Svete gore so meni bile pribežališče. Bili so časi, ko sem rabila tisto uro miru, tišine. V bistvu ne tišine, vse so bili ljudje okrog mene. Župnik je govoril, pevci so peli, ampak vsa ta akustika, vse skupaj to tako čudovito pomirja. In bilo je kako leto mojega življenja, 2, mogoče tudi več, ko sem mamo vozila k maši, pa sosedo našo Anico pokojno.
sem jih zapeljala k maši, one so šle tu v Bistrici k maši, ker so šle rajši, pa ker je na Svetih gorah treba na koncu iti peš, one pa tega niso zmogle. Jaz sem pa hitela na Svete gore, šla gor k maši, prišla nazaj dol, so me počakali na kavici, pa smo šli skupaj domov. Enostavno so mene Svete gore toliko pomirile, toliko so mi dale miru pa notranje moči, da je meni bilo dosti lažje cel teden potem doma se kosati in boriti z vsemi težavami. To so čisto posebni občutki. To je, lahko bi primerjal še samo recimo, ko vem, da bi šel na neko veliko nogometno tekmo tam, ko so vsi tisti navijači, vsi nekako euforični, pa to prav isti občutek ti daje na Svetih gorah, ne? Ampak to je tu blizu, pa to je dosti bolj duhovno, kot pa nogometna tekma. Krampampula, ja, to je pa čisto iz naših logov. Še kot otrok se spomnim, da je bil ata pa brat, da sta bila nekaj prehlajena, pa ne vem, še nekdo je še bil pri hiši, ne vem kdo, in so rekli, da bojo naredili krampampulo. Meni je bilo to tako strašno zanimivo, zato sem si to še mogoče bolj zapomnila. Zato sem tudi to zapisala pod tem imenom. V Solčavi ima ta ista pijača, je to ne jed, povsem drugo ime, gor je to šojeva župa, ne. Vse oboje, in šojeva župa in krampampula, je pa proti prehladu. V posodi spražiš sladkor, ga karameliziraš, da se raztopi, na vrh naliješ žganje, kakršno pač imaš, pri nas je bila to vedno slivovka. Pustiš, da to zavre tako dolgo, da se stopi sladkor, žganje se obarva rahlo rumenkasto od tega karameliziranega sladkorja. Na koncu so prižgali, zato da so malo tisti alkohol spravili ven, predvidevam, da zaradi tega ne vem, če ima tudi zdravilne učinke ali ne. Ampak meni kot otroku je bilo to nekaj strašno zanimivega, ko so v tisti posodi, ko so to kuhali, prižgali, pa je gorelo s takim modrikastim malim plamenom. Sicer niso pustili, da bi do kraja pogorelo, nekaj je moglo noter ostati, pokrili lepo, da je ugasnilo, potem pa po žličkah srebali po malem. Pomaga pri prehladu, pri bolečina grla, vročini. Probajte. V braje. Klip, klop, klop, klip, klop, klop. Glasno odmeva. Škorec med rozgami tam žvrguli. Sredi jesenskega sončnega dneva se med vinogradi kmet veseli. Danes pozabil vse dolge je dneve, ko ga je rezal, škropil in kopal. Delo težaško, za mestne ni reve. Čas je, ko sladko bo grozdje obral. A pod večer zaječala bo preša, ko prav počasi vid bo privil. Težek se kamen na prešo obeša, curkoma mošt se bo v štecl nalil. Vitko bo strelo pod sleme podlagal, le tak iz babe se kufič dobi. Ko ga bo menjal, bo veselce zlagal, mošt najbolj teče, ko preša visi. Pocvingal na gantnerjih je polovjak, prav je, če malo na vratce visi. Na pilki čez lakanco mošt se sladak, iz polne vedrice v sod predsedi. Pozno po noči že poln bo sod, v vratih zaškripal bo stari zapah. Šturmanco si bo svetil na pot, doma zadovoljen zaspal bo na mah. Se malo kdo spomni še takega braja, ko brenta vsak cajt kdo zakriči, pa tiste stare preše na kamen že skoraj v nobenem kedru več ni. To smo razmišljala z partnerjem Matjažem, res, ko smo sestavljala knjigo, da sama knjiga pesmi je suhoparna. Bereš pesem za pesmijo, enostavno se naveličaš, in smo najprej rekla, da bomo noter vstavila nekaj slik. Nekaj starih slik, nekaj novejših slik, da bomo to malo obarvala, da bo to malo bolj živahno, da bo to bolj prijetno za oko. In potem nekako se je porodila tudi ideja, da bi pa dodala še določene stvari. Ne vem, ko si starejši, znaš bolj ceniti to, kar so ti stari ljudje recimo povedali, ne. Ampak če ti tega ne boš predal naprej mladim, se to počasi izgubi in pozabi. In zato sem zbirala v glavnem stvari, če se je dalo te vražje legende, recepte, ki še niso bili bolj kot ne nikjer napisani, mogoče so bili kje, ampak jaz ne vem za to. To najdeš pri starih ljudeh, ne. Moraš samo poslušati jih, moraš vprašati jih, moraš. In odročni kraj, kot je Solčava, kot je Pohorje, je ko nalašč za to. Tam se ljudje še vsega spomnejo, tam so dosti dlje verjeli v vraže, kot pa pri nas. Če glih je tista, ko je, coprnice so ga nosile, ja, je pa čist naša.
v naši družini se zgodilo in baje je bilo res, ne vem, mene še takrat ni bilo. Ja, to resnično ni mačji kašelj. Moj delež pri tem so v glavnem pesmi, ne. Naprej so bili pa nasveti drugih. Matjaž je vedel, kaj hoče imeti pri knjigi. Janja Srebot, ki mu je lektorirala, je točno vedela, kaj si on želi, da ona naredi, da ne spreminja bistva, da samo slovnično uredi. To sta že dognala pri njegovih 3 knjigah. Gospa Simona Kropec mu je isto tudi njegove knjige urejala. Ona je oblikovala, ona tudi se profesionalno s tem ukvarja v službi in tudi že obvlada to res s tem, da so bili oni tudi že star tim, ki so poznali drug drugega, ki so vedeli, kaj drug od drugega pričakujejo. Jaz sem bila tudi tista novi člen, ki sem v bistvu se učila od njih. Moram še pa omeniti tu založbo Gracer. Če delaš to v samozaložbi, ja, je založba Gracer res božji dar, bi lahko rekel, ker vsakdo ne bi šel tiskati knjige, brez da bi ti že prej povedal, koliko stane, brez da bi pričakoval, da boš ti že poravnal vso zadevo, prej da knjige dobiš. Gospod Gracer kar precej spodbuja tudi našo književnost, sploh pa je iz celjskega konca in poznam veliko ljudi, ki so se tudi obrnili, tako kot jaz na njega. In vem, da bomo na koncu imeli čiste račune, tako kot mora biti, ampak v trenutku izdaje je gospod Gracer naredil zelo veliko delo tu zraven. O Antonu Gričniku sem najprej samo brala, ko sem raziskovala malo zgodovino o Vodovniku, Juriju Vodovniku, pohorskemu pevcu. Tudi Anton Gričnik izhaja iz Pohorja. Tudi jaz zdaj živim na obronkih Pohorja in je zato mogoče to malo bolj blizu. S tem, da sta tudi se osebno poznata z Matjažem in Matjaž mu je enkrat dal moje pesmi, da jih prebere, da jih mogoče tudi oceni, ker gospod Gričnik je že pa tudi v tem zelo doma. Ogromno knjig je že izdal in mi je bila njegova ocena precej pomembna, da saj vidim, ali je to stvar, ki je vredna, da jo predstavim ljudem. Ocenil me zelo pozitivno, zelo pohvalno in tudi zelo spodbujal, da naj to čim prej spravimo na papir, da je škoda, da to ne bi dali med ljudi, da so mu bile pesmi všečne. Tako da na tak način smo v bistvu mi prišli skupaj in tudi, ko sem ga prosila, če mi napiše spremno besedo, je bil takoj za to. Se mu tudi zahvaljujem za njegovo sodelovanje, ker spremna beseda je tudi kar precej pomembna. Kdo napiše o tebi, a piše kar nekdo, ko te recimo pozna od nekje iz ulice, ali piše nekdo, ki se spozna v to zadevo. Ne. Tudi Tonči Babič, ki je napisal drugi del spremne besede, je že izdal, mislim, da 3 knjige. In tudi zato sem iskala take ljudi, ki so v tem doma, ki poznajo, ki znajo oceniti, ki znajo resnično povedati, mogoče najti pravilno oceno. Ne želim, da me nekdo hvali, če ni vredno, ampak če mi pa pove, da je pa to stvar, ki bi pa mogoče bila všeč ljudem, ki je škoda, da ljudem ne bi pokazali, mi pa tudi malo dvigne samozavest. Ne, to bi še morala iti. Moj tečaj je bil največ pri gospe Janovi v Bistrici ob Sotli. Saj ne rečem, rada sem risala skozi, nekaj posebnega nisem bila. Ampak zdaj, ko sem pa dobila te mehke svinčnike v roke, razne debeline, se mi je pa zdelo, da je to s tem tako enostavno, da se to tako luštno riše, da tudi če nekaj ne znaš, pa lahko nekaj narediš, ko bi mogoče pa bilo všečno na pogled. Pa še malo teh barvic zraven, pastelnih, da zasenčiš okolico, pa to pa se mi zdi, da se kar da narediti. Ne. Je pa res, da je to samo ljubiteljsko. Sem pa razmišljala, da bi bilo pa mogoče modro kdaj tudi kakšen tečaj risanja dati skozi, da bi mogoče nadgradila to. Novoletne želje, želja je ogromno. Želja za druge še več kot za mene. V tem trenutku, v tem času, mislim, da si vsi želimo samo, da bi bili zdravi, da bi se ta epidemija enkrat prenehala, da bi lahko svobodno zaživeli, pa da bi mogoče tudi mi mojo knjigo lahko predstavili ljudem, ki bi bili nas tu zraven nas obkrožali, da ne bi bilo samo preko kamere, ampak tudi ta čas bo enkrat prišel.
Ko staro leto gre od nas, prihaja obračuna čas. Na tehtnico položiš vse, kar prav bilo je in kar ne. Tako zdaj tudi jaz tehtam, računam, vagam, a zaman. Sama ne znam ugotoviti, kaj morala bi še storiti. Zato, prijatelji, vprašam vas, naj gledam tla, ali smem v obraz? Sem delala vam kdaj krivico, prikrivala morda resnico? Če sem, bilo je nehote. Spoštujem vas, prijatelje. Če kdo je žalosten in sam, povejte, roko vam podam. Še nekaj dela mi skrbi, kaj menita moj sin in hči? Ne, nisem vaju zapustila, le na pot svojo sem stopila. Mi taki smo, da bolj težko povemo, kar si mislimo. Zato naj v rimah zdaj priznam, neskončno rada vaju imam. Na koncu tebi še povem, ki z mano bil si v letu tem. Hvala, da si zdržal z menoj, zame si dragocen, si moj.